To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Garaža Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota je bogatejša za vrhunski učni avtomobil Audi SQ8. V studiu smo gostili prav posebno gostjo, prvo spremljevalko in mis osebnosti Katjo Zver. Za pomurskimi policisti in reševalci je pestra sreda, obravnavali so kar 4 prometne nesreče. Obiskali smo sirarno Bukovec, ki svoje izvrstne mlečne izdelke dostavlja po Prekmurju. Podobno vreme, kot je bilo danes, nas čaka tudi jutri. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v družbi Pomurskega dnevnika. Dijaki in zaposleni na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota so bogatejši za nov učni avtomobil Audi SQ8, ki bo pomembno prispeval k sodobnemu praktičnemu usposabljanju. Projekt v vrednosti 80 000 evrov so poleg šole omogočili še Mestna občina Murska Sobota, Pomurska gospodarska zbornica, Območno obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota in Avtocenter Andrejek. Na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota so imeli včeraj pravi razlog za veselje. Njihova garaža je bogatejša za enega najnaprednejših učnih avtomobilov. Za nas dijake pomeni novo znanje, bomo lahko se poučili na nekem novem, tudi nekaj močnejši motorji. Pride pa tudi prav z strani diagnostike. To je bilo nekaj res novega, ta prelomnica iz starejših avtomobilov na nova vozila. To je res, zelo sem bil vesel, da smo kaj takega lahko dobili tudi mi v Prekmurju. Seveda, to je učni pripomoček za te mlade, da se učijo na najsodobnejših tehnologijah, zato smo bili takoj zraven, pa ne samo zdaj. Prejšnjo leto smo tudi donirali skupaj z našimi podjetjami robota na Srednjo poklicno tehnično šolo in to bomo še ponavljali. Mi si želimo, da naši mladi se učijo na najsodobnejših tehnologijah. Gre za vrhunsko tehnološko dovršen avtomobil, ki bo dijakom omogočil učenje na najvišji strokovni ravni in jim približal sodobne trende v avtomobilski industriji. S8 Q4 V8 mašino, 373 kW, 500 konjev, tako avtomat vse sisteme, ko je možno noter. Upam, da bodo to učenci izkoristili in uporabljali. To je avtomobil, ki v bistvu spada v sam vrh avtomobilske tehnologije, ne? In to nam bo seveda zelo pomagalo pri poučevanju naših dijakov. Res je zadeva tehnično dovršena, pokriva dejansko vse, kar imajo mali, se pravi tudi te velike. Tako bomo nadgrajevali to zadevo z našim diagnostičnim centrom, ko ga imamo, testerje, razne diagnostične aparate. Imamo tudi že dobro navezo glede tehnične dokumentacije, tako da dijaki dejansko podučeni z najsodobnejšo tehnologijo. Z možnostjo učenja na novem zmogljivem vozilu bodo dijaki še bolj konkurenčni, saj se že danes izkazujejo z odličnimi rezultati na različnih strokovnih tekmovanjih. To gre za tekmovanje Intercars, Slovenija Young Car Mechanic in tudi mi dva sva se v več kot 300 teh dijakov udeležila med top 30 dijakov in to tekmovanje bo zdaj tudi 6. marca na upravne enote Intercars Ljubljane, kjer se bo teh 30 dijakov tudi pomerilo in uvrstilo med top 10. Nova pridobitev je plod dolgoletnega sodelovanja s pobratenim mestom Ingolstadt, kjer ima svoj sedež tudi priznana avtomobilska znamka Audi. Pomembno vlogo pa je odigralo tudi povezovanje na lokalni ravni. Po prvem obisku pobratenega mesta pri takratnem županu sva se pogovarjala o marsičem in takrat sem ga tudi poprašal, ali je kakšna možnost tudi z njegove strani, da nam pomaga, da bi naš srednješolski center dobil nov avtomobil. Seveda obljubil pomoč, potem je preteklo nekaj časa, skoraj 2 leti in konec lanskega leta je prišla vesela novica, da bo projekt realiziran. Tako smo dobili možnost, da v Mursko Soboto pripeljamo nov Audi, moderen,
Združili smo moči kot vsi donatorji, kateri se dejansko tudi razvidi na sami reklamni tabli, se pravi občina Murska Sobota, ki je dejansko pobratana z mestom Ingolstadt, in tudi donatorji, kot smo Gospodarska zbornica, Pomurska zbornica, Avtocenter Andrejek in SPTŠ, smo združili moči in dejansko pripomogli s tem tudi v učne namene programa avtoservisnega tehnika, da nam bo našim dijakom, prihodnjim dijakom, generacijam velika pomoč na podlagi samega izobraževanja, pridobljenega znanja ter nadaljnjega dejansko dela v gospodarstvu. Na šoli pa še poudarjajo, da nova pridobitev odpira vrata k boljši zaposljivosti dijakov in boljšim poklicnim možnostim v prihodnosti. Današnja gostja v srednjem delu Pomurskega dnevnika je, pozor, prva spremljevalka in mis osebnosti na aktualnem izboru za mis Slovenije, gospodična Katja Zver, ki jo prav lepo pozdravljamo. Pozdravljeni. Gospodična Katja, od finalnega izbora za najlepšo Slovenko je zdaj minilo že več kot mesec dni. Nam lahko zaupate, zakaj ste se pravzaprav odločili, da se udeležite tako pomembnega izbora in kakšne izkušnje ste prinesli iz tega? Tako, zdaj je že dober mesec od samega izbora in od samega finalnega večera. To je bil en projekt, ki bo v meni ostal zavedno, čeprav se morda malo klišejsko sliši, ampak to je projekt, ki je bil zame šola življenja. No, jaz sem se na projekt prijavila zato, ker sem želela malo več podjetništva spoznati, navezati kakšne stike, se bolj izoblikovati kot sama oseba. Ampak na začetku nisem imela poguma za to. Mene je v bistvu to prepričala moja cimra v Ljubljani, Ajda Godec, in mi rekla: Katja, sreča je na strani pogumnih in zakaj se ne bi prijavila? In jaz sem rekla, ja, potem pa ja moram, ne? In sem pogumno oddala prijavo in počakala, da sem dobila potrditveni e-mail in se je zgodilo. No? In potem se mi je malo življenje zarotiralo v tem enem letu. Ampak na bolje, no, na bolje. Seveda moramo vam tudi čestitati za oba pridobljena naziva. Zdaj, kakšna pa je razlika? Pridobili ste 2 naziva, kot sem že na začetku omenila, torej prva spremljevalka mis Slovenije in mis osebnosti. Kakšna je razlika med tema 2 nazivoma? Zdaj jaz ne bi rekla, da je bistvena razlika, bi pa rekla, da imam težo lenta mis osebnosti, torej večjo. Zaradi tega, ker odraža mojo osebnost, moj odnos, mojo toplino do ljudi, do narave, do živali, do vsega, kar obstaja. Torej, skratka, moj odnos, moj profesionalni odnos, življenjski, človeški, in zame recimo lenta mis osebnosti, mislim, mi več pomeni, no, tako bom rekla. Zaradi te lente sem pa dobila tudi avto, Toyota Yaris, za uporabo 1 leto, tako da to se ti pa pol svet vse malo spremeni, si malo bolj mobilen, dostopen in lahko širiš, no, to domačnost, iskrenost med ljudmi po celotni Sloveniji. Tako. Odlično. Nekaj ste že spregovorili, nekaj besed o vaših izkušnjah, ki ste jih pridobili skozi ta celoten projekt oziroma izbor. Mogoče, kaj je tisto, kar vas je najbolj v tem času izoblikovalo? Kaj vam bo najbolj ostalo za življenje? No? V bistvu rada bi tukaj poudarila mogoče 3 stvari. Jaz sem se izoblikovala kot oseba, da sem postala bolj trdna, bolj močna, bolj samozavestna. Ni me strah se več tako izpostaviti. Se me že prej ni bilo, ampak zdaj imaš večjo motivacijo, večji zagon. Tako da mogoče to. Druga stvar, delo v skupini. Pustila sem tudi vajeti drugim in jim zaupati, čeprav delamo v skupini, da ja, tudi ti boš v redu opravil, ti dam to, ne. Torej, ja, dela v skupini in kar pa bo mi vedno ostalo, oziroma zavedno upam, je pa prijateljstvo. Torej, navezala sem en zelo lep stik zdaj z aktualno mis Slovenije, Amadejo Zupan. Postale sve res dobre prijateljice, tako da jo res spoštujem in cenim kot osebo. In zdaj komaj čakam, da se spet vidiva na kaki kavi, da malo poklepetamo. Se zdaj od finalnega večera nisva videli, ampak
To prijateljstvo bi rekla, da je ključno. Nisem si mislila, da bom iz projekta izstopila še za eno osebo, za eno prijateljstvo bogatejša. Odlično. In to je tisto, kar res šteje. To je nekaj, kar bo ostalo potem, ko bo že naziv seveda predan drugi prvi spremljevalki in niz osebnosti. Zdaj, za tiste, ki vas ne poznajo tako dobro, moramo povedati, da ste vi drugače študentka novinarstva in medijev, ste tudi novinarka portala vsem dobro poznanega družina.si. Kako pa usklajujete vse to s temi nazivi in seveda torej lepotnimi obveznostmi oziroma obveznostmi povezanimi z lepotnim tekmovanjem in seveda z študijem na drugi strani? Jaz sem že kot majhna deklica imela ogromno obveznosti, ogromno nekih obšolskih dejavnosti, trenirala sem tudi strelstvo, zračno puško. Skratka, imela sem že od malega veliko obveznosti in to je botrovalo k temu, da sem si znala razporediti čas, pravilno razporediti čas in prioritizirati stvari. Zdaj na družini že delam dobra 3 leta kot študentka in tam me tudi zelo dobro poznajo, me podpirajo že od samega začetka. In tudi tukaj so me. Jaz sem povedala, da me čaka obveznosti pri projektu Mi Slovenije in so sprejeli. Smo se vse dogovorili, da si lahko vzamem prosto, tudi enako pri študiju. Aha, zdaj imaš izpitno obdobje, si lahko vzameš kaj časa, oni bodo počakali. Tako da jaz mislim, da sem naletela v življenju na prave ljudi, da so mi pustili ta prostor, tudi za druge obveznosti. Razumeli so tako pri MIS-u, tako pri družini in kot pri faksu. Tako da ja, dobro organiziran čas, prioritete pa dobri ljudje, ki te razumejo. No, to je meni bil ključ. Odlično. Kateri trenutek, da se zdaj malce še vrneva na sam izbor Miss Slovenije, kateri trenutek ali iz tistega večera ali iz kakšnega dogodka prej pa vam bo ostal res v spominu za celo življenje, če bi ga seveda želeli deliti z nami in z našimi gledalci? Jaz mislim, da tisti, ki ste gledali, ste videli in to je bil tudi moj najboljši trenutek. Jaz si upam trditi, da je to bil najlepši trenutek mojega življenja do zdaj. In to je ta finalni večer v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi. To je moj domač kraj, to je moja domača dvorana, to so moji domači ljudje, ki jih poznam. In jaz sem tudi na to dvorano, me vežejo tudi spomini iz otroštva in mi je bilo res čustveno, no. In nisem morala skriti solz. Tako da ta trenutek, ko se je v dvorani zaslišalo moje ime prvič in potem, da sem prejela še avto, ki si ga kot študentje danes težko sami privoščimo, no, in mi je bila dana ta priložnost. Tako da tukaj sem mislila, da se bom zrušila, no. Ampak potem pa se v dvorani zasliši moje ime še enkrat. In to so neopisljivi trenutki sreče, zadovoljstva, ko vidiš, da je družina s teboj, da te podpira, da je fant s tabo, prijatelji, domači. To je nekaj neprecenljivega in sem hvaležna, da so lahko bili z mano, no, in da so podoživeli ta trenutek sreče tudi z menoj, no. Bi lahko rekli, da se vam je izpolnila neka otroška želja tudi z seveda uvrstitvijo oziroma z nazivi, ki ste jih prejeli, oziroma z sodelovanjem na takšnem izboru? V bistvu nikoli nisem imela take želje zdaj, da bi to zmagala ali da bi se uvrstila kakorkoli na kakšne stopničke. Ampak jaz sem kot že majhna deklica tekmovala, tako da ta tekmovalni duh je malo v meni. Drugače pa ne bi rekla, da se mi je izpolnila, je tak nepričakovana želja je bila oziroma trenutek, ki se je zgodil. Tako da bom mu hvaležna. Sem pa res taki deloholik, pa mal perfekcionist in potem pač strmiš vedno k vrhu, no. Segaš po stopničkah vedno više, više, više. Tako da z rezultatom sem res zadovoljna in s tem trenutkom, ki se je zgodil. Zagotovo ste vzor tudi kakšnemu mlademu dekletu. Kaj bi jim sporočili, svetovali, predvsem tistim, ki se soočajo s pritiski bodisi zaradi svojega videza ali pa imajo slabo samopodobo? Raje odložite telefon, pa pojdite v naravo, se družite s prijatelji.
ustvarite neke pristne odnose, tako prijateljske ali partnerske, družinske odnose in bo vse lažje. No? Ne morem vam vzeti telefona, ne morem prepovedati telefona, ampak danes se toliko dogaja na družbenih omrežjih in tudi naši otroci bodo vključeni v to, vsi smo vključeni v to, ne? Brez tega danes ne gre. Ampak če lahko vsaj za trenutek odmislimo ta perfekcionizem na recimo Instagramu, Facebooku, TikToku, na družbenih omrežjih, bo lažje. No? Najdite neko iskrico, neko moč, neko upanje v sebi, ki vas razveseli. Ali je to šport, ali je to kakšna druga oblika telovadbe, ali je to glasba, karkoli. Ampak nekaj, v čem vam pač poigra srce in takrat boste srečni, takrat boste pozabili na to, kar si mogoče o vas mislijo drugi. Pa še mogoče to, kar je pomagalo meni, bodite pogumni, ker je sreča na strani pogumnih. To je vedno tako. Meni se je to že velikokrat pokazalo, dokazalo. Tako da čim manj obremenjevanja in najdite nekaj, kar vas bo gnalo naprej. Vemo pa, da je zelo pomembno tudi, da te podpirajo tisti najbližji, da imaš nekoga, na koga se lahko zaneseš, komu se lahko zaupaš, s kom lahko deliš tudi svoje uspehe. A ste tudi vi, zagotovo ste jih že omenili, imeli na svoji poti take ljudi? Ja, seveda. Moja družina, brez nje ne bi bila danes tukaj, kjer sem in to, kar sem. Družina je v bistvu temelj, na katerem gradim vse drugo. In zelo pomembno je, oziroma zelo veliko težnjo dajem v življenju na odnose s prijateljico, s sestrico, s partnerjem, z družino. In jaz pravim, če imaš to urejeno, ne da ti je zagotovljen uspeh, ampak ti je lažja pot do tega, kar si zadal. In ja, brez družine pri meni ne gre, no, čeprav se velikokrat ne vidimo, mogoče enkrat na mesec, ker imam toliko obveznosti in redko kdaj prihajam domov. Zdaj bom večkrat, no, ker nekaj pripravljam. Ampak ja, se pa vedno pokličemo, povemo, kako smo se imeli čez dan in naj traja to. Odlično. Zdaj ste pa že sami nekaj namignili. Kaj pa pripravljate? Kje bomo še vas lahko videli? Ja, zaenkrat naj ostane to še skrivnost. Jaz mislim, da se bo kar kmalu izvedelo, prišlo na plan. Skratka, lahko me pa vidite še vseeno z Toyoto Yarisom, kako se furam po Sloveniji. Tako da zaenkrat pa o tem naj ostane res še to skrivnost. Odlično. Naj gledalke in gledalci vas spremljajo, ne? In spremljajo vaše aktivnosti, pa bodo na tekočem. Tako je. Gospodična Katja, še enkrat čestitke, obilo uspeha na nadaljnji poti in hvala, da ste se oglasili pri nas. Hvala tudi vam za povabilo. V Pomurju so policisti včeraj obravnavali kar 4 prometne nesreče. V Radomerju je tovornjak zaradi neprilagojene hitrosti trčil v osebno vozilo in ga odbil na nasprotni pas. Včeraj popoldne je v Radomerju prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena 2 osebna avtomobila in tovornjak. Voznik tovornjaka je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v avtomobil pred seboj, ki ga je odbilo na nasprotni pas, kjer je trčil še v drugo vozilo. Voznik in sopotnica sta utrpela lažje poškodbe, povzročitelj pa je prejel plačilni nalog. Do nesreče je prišlo tudi v Vadarcih, Gornji Radgoni in na Vaneči, pri čemer so bile posledice večinoma lažje narave. Policija voznike znova poziva k previdnosti in prilagajanju hitrosti razmeram na cesti. V okviru našega projekta Kmetijstvo za prihodnje generacije, s pomočjo katerega informiramo o skupni kmetijski politiki Evropske unije, smo se tokrat mudili okobiljem v sirarni Bukovec. Družinsko tradicijo poljedelstva in govedoreje s poudarkom na vrhunskih mlečnih izdelkih nadaljujeta Borut in Aleksandra Bukovec. Sledi kratek video.
Pozdravljeni na kmetiji Bukovec, nahajamo se v kraju Kobilje, obdelujemo 80 hektarjev njiv, 10 hektarjev travnikov in pa v hlevu imamo 15 krav molznic, vse skupaj je pa v hlevu okrog 40 glav živine. Naša sirarna proizvaja skuto, jogurte, sire, to so mehki, sveži siri z drobnjakom, s čilijem, bučnimi semeni. Ena naša posebnost je pa poltrdi zorjeni sir. Z tem, ko mleko predelamo, lahko na trgu ponudimo izdelek po višji ceni. Za našo kmetijo predstavlja tudi dodatni zaslužek, da lahko moja partnerica normalno z tem dohodkom živi. Za konec pa še novica, ki je danes opoldne odjeknila v Murski Soboti. Po včerajšnjem pokalnem porazu proti Kopru je Oskar Drobne podal odstopno izjavo, ki jo je vodstvo Mure tudi sprejelo. Drobne, ki je ekipo vodil dobre pol leta, se tako poslavlja od trenerskega stolčka nogometne šole Mura. Od dežja se še ne bomo povsem poslovili, se pa s koncem tedna in v začetku prihodnjega tedna vendarle obeta nekoliko lepše vreme. Sledi razširjena vremenska napoved. V Pomurju je bilo danes oblačno in deževno. V Murski Soboti, Radencih in v Lendavi smo opoldan namerili 7, v Krajinskem parku Goričko pa 5 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na severu se bodo še pojavljale krajevne plohe. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature se bodo gibale med 2 in 5, najvišje dnevne pa od 6 do 9, ob morju okrog 12 stopinj. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti, Mariboru in Ptuju gibale med 2 in 3, najvišje dnevne pa med 8 in 9 stopinj. V soboto kaže na oblačno vreme, možne bodo rahle padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 700 metrov. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. V nedeljo se bo razjasnilo, na Primorskem bo še pihala burja, v notranjosti severovzhodni veter. Temperature v Murski Soboti se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 0 in 3, čez dan pa okrog 8 stopinj. Spoštovane, spoštovani, zahvaljujemo se vam za vašo pozornost. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa vam je seveda na voljo na naši spletni strani www.tvidea.si. Nasvidenje do jutri.